Si nisem mislil, da mi bo vožnja v škatli toliko všeč. Ta mali Dongfeng se v prevodu namreč imenuje škatla, originalno boks. Majhen kitajski električni avtomobil je tole in ima kar nekaj zanimivih lastnosti, ki smo jih že pokazali. Tole je pa test, kjer ga lahko fajn zmasiram in povem, kaj mi je všeč, pa kaj mogoče ne. Za začetek se mi zdi hecno, da ima takšen boks oznako long range, če ima pa baterija samo 42,3 kWh kapacitete in to je tudi majhen mestni avtomobil, kjer doseg ni toliko noro pomemben. Je pa res, da obstaja tudi različica z manjšo baterijo, sicer ne pri nas, in res je tudi, da je doseg pri tem kar precej dober. No, pridemo do baterije in dosega malo pozneje. Tale naš testni boks izgleda mogoče malo dolgočasno, je pa na voljo tudi v nekaj zanimivih barvah, s katerimi je potem lahko v bistvu celo frajerski. Recimo vijolična z belo streho. Ok, ta je mogoče bolj za punce. No, ne glede na barvo, pa lahko pohvalim njegovo uporabnost. Točno 4 metre je dolg, pa njegov prtljažnik ponuja 326 litrov, kar je v bistvu precej. Velik prostor je pa namenjenega tudi potnikom. V bistvu ga moram predvsem pohvaliti tukaj le zadaj, kjer boste dobro sedeli tudi višji potniki. Stekla so velika, sedež je precej od mene, dno na sredini je ravno, pa strop je tudi dosti visok, kar pomeni, da vse skupaj deluje zelo zračno. Mislim, za majhen avtomobil ne tega primerjati s kombijem, ampak tukaj zadaj glede prostora nimam čisto nobenih zadržkov. Spredaj pa sploh ne. Tole okolje je v bistvu zelo prijetno, dovolj je odlagalnih mest, tale predalček za brezžično polnjenje telefona ima celo hladilne reže, čeprav se v teh res vročih dnevih telefon vsem segreva. Položaj za volanom mi je všeč, čeprav volan ni nastavljiv po globini, kar bi našega Mateja najbrž malo motilo. Je pa pregledno vse skupaj in tudi ta fizična stikala na volanu so fajn in konec koncev je zelo prijeten tudi tale vmesnik tega zaslona s kar nekaj zanimivimi bližnjicami. Sploh pa moram pohvaliti materiale, ker čisto nobena stvar ne škripa ali pa ne poka, za pogledati je vse skupaj moderno, meni je v bistvu celo lep in v bistvu me je to najbolj pozitivno presenetilo, da kljub ugodni ceni nikjer nimam občutka, da so varčevali, celo kamere vse naokrog imajo vrhunsko sliko. No, seveda me tudi kakšna stvar moti, naprimer to, da se sprednje steklo tukaj na teh točkah bolj spodaj non-stop rosi. Mogoče v najbolj vročih, suhih dnevih ne, sicer pa kar prepogosto. Pa mogoče to, da je treba asistenčne sisteme nujno pred vsako vožnjo izključiti, sicer zaradi nenehnih opozoril in čvekanja izgubijo svoj namen. Voznik se namreč kar nauči preslišati opozorila, ker so absolutno prepogosta. Boks je štromar, pa vseeno tehta samo malo več kot 1300 kg. To pomeni, da je njegova poraba lahko res majhna in ko se takole sukam po mestu, je poraba non-stop 11 ali pa 12 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Tudi na avtocesti ne raste v bistvu samo na 13 ali pa 14, kar pomeni, da majhna baterija v bistvu sploh ni noben problem, ker je doseg v teh prijetnih dnevih zlahka 300 km. Ker tudi boks ni namenjen tedenskim vožnjam do Berlina in nazaj, je doseg skratka čist ok. Na polnilnici z enosmernim tokom se polni z največ 60 kW moči, v našem primeru smo opazili celo samo s 55, kar ne navduši najbolj. Tudi na klasični polnilnici z izmeničnim tokom se polni z največ 6,6 kW, ampak je polnilnik samo enofazni. Sicer je očitno res namenjen polnjenju doma, pa vsem pogrešam močnejši 11 kW trifazni polnilnik, ker bi bilo polnjenje na tak način veliko boljše. Pri vožnji sem pa tokrat zaradi namembnosti avtomobila malo manj zahtevan. Krmiljenje je povprečno in občutek v zavojih ravno tako, ampak me v bistvu to ne moti, ker je v mestu dovolj okreten in prijeten, na odprtem pa tudi zanesljiv. Pri pospeševanju sicer vedno čutim manjše tresljaje tamle spodaj in imam občutek, da se je nekaj iztaknilo, ampak ves čas vse deluje tip-top. 70 kW moči vas ne bo izstrelilo z mesta, je pa ravno tako čist dovolj. Tudi na avtocesti je ta avto dovolj hiter, v bistvu nimam nobene zamere. Malenkost prepočasno polnjenje in tečni asistenčni sistemi, to sta moji edini dve manjši zameri. Sicer mi je pa avto všeč, ker je zelo praktičen, dober izdelan, pa hudo malo porabi. Pa še cena je dobra.